Kontejnerji v gibanju, ladje pristajajo, druge pa odhajajo. Gospodarska dejavnost v pristanišču Haifa nikoli ne preneha, vendar bi lahko v prihodnosti njegova vloga segla daleč preko samega pristanišča. Haifa bi se lahko spremenila v eno ključnih povezav med Azijo in Evropo. V središču te vizije je Indijsko-bližnjevzhodnoevropski gospodarski koridor ali IMEC. Ambiciozen projekt, zasnovan za vzpostavitev nove trgovske poti, ki bi povezala Indijo z Evropo prek zaliva in Bližnjega vzhoda. Tukaj govorimo o velikem strateškem projektu, zamišljenem kot alternativna in dopolnilna trgovska pot Sueškemu prekopu. Združuje tako pomorski kot kopenski promet. Pot se začne v Indiji, kjer se blago po morju prevaža do pristanišč v Perzijskem zalivu. Od tam jih po železniškem omrežju prepeljejo čez regijo do pristanišča Haifa, nato pa jih ponovno pošljejo čez Sredozemlje v Evropo in na svetovne trge. Po načrtu bi blago iz Indije po morju prepeljali v Perzijski zaliv, nato pa bi ga po kopnem prek železniškega in prometnega omrežja prepeljali proti Sredozemlju. Od tam bi jih ponovno naložili na ladje za zadnji del poti do Evrope. In prav tu bi lahko pristanišče Haifa postalo še posebej pomembno. Njegova lega na vzhodnem Sredozemlju, skupaj z bližino Jordanije, daje pristanišču strateško vrednost v predlaganem koridorju. Haifa bi lahko služila kot glavno prometno vozlišče za blago, ki prihaja z vzhoda, preden nadaljuje pot proti zahodu v Evropo. Dolga leta se je pristanišče Haifa opredeljevalo kot pristanišče, namenjeno tudi državam vzhodno od države Izrael. Običajno so ljudje pomislili na palestinsko upravo ali Jordanijo, nekateri pa tudi na Irak. Vendar pa si do zadnjih let nihče ni mislil, da bi lahko pristanišče Haifa bilo tudi prehod, povezava med Daljnim vzhodom in središčem Evrope ter Združenih držav Amerike. To je nekaj novega, kar se je pojavilo v zadnjih 4 letih. In seveda to idejo sprejemamo z odprtimi rokami, saj je lokacija pristanišča Haifa resnično strateška med Daljnim vzhodom in Evropo. Vprašanje je, kako to uresničiti v praksi. Šele v zadnjih 4 letih je bila predlagana ideja o povezavi pristanišč Združenih arabskih emiratov prek Saudske Arabije in Jordanije neposredno s pristaniščem Haifa po železnici. In to bo močno skrajšalo razdaljo, če pogledate na zemljevid. Mesto Haifa je prav tako del koalicije Negevskega zaliva, zavezništva. 53 mest in krajev po regijah. Haifa in dolina Beit Shean. Te skupnosti upajo, da bo morebitna širitev regionalne in mednarodne vloge pristanišča prinesla širše koristi za območje. Z utrjevanjem svojega položaja kot gospodarsko in logistično središče, izboljšanjem infrastrukture in prometnih povezav do pristanišča, privabljanjem novih naložb ter ustvarjanjem delovnih mest v prometu, trgovini in storitvah. V trenutku, ko je zaklad uresničen. Ko bo IMEC uresničen, ni dvoma, da bomo postali zelo strateško mesto, saj bo vse potekalo skozi nas in bomo dejansko zelo pomembna in prevladujoča tranzitna točka v naši regiji. In to ima ogromen pomen. Če bo koridor dokončan, lahko skrajša del poti za blago, ki potuje med Indijo in Evropo, hkrati pa odpre dodatno trgovsko pot, ki povezuje pristanišča z zalivom in Sredozemljem. Vendar IMEC ostaja ambiciozen projekt in uresničitev te vizije bo zahtevala premagovanje številnih izzivov, od izgradnje in povezovanja železniških omrežij do doseganja političnih in gospodarskih dogovorov, ki so potrebni med državami vzdolž poti. Pristanišče Haifa ima pomembne zmogljivosti in strokovno znanje, tako glede usposobljene delovne sile in izkušenega osebja, kot tudi naprednih objektov in infrastrukture. Pristanišče je prav tako opremljeno z najsodobnejšimi žerjavi ter naprednimi operativnimi in računalniškimi sistemi, vključno s sistemom TOS za upravljanje pristaniških operacij. Vse te zmogljivosti omogočajo pristanišču Haifa, da tekmuje z vodilnimi pristanišči na Bližnjem vzhodu in krepi svoj položaj kot pomembna trgovska vrata, ki povezujejo regijo z Evropo in svetovnimi trgi. In nekega dneva bi se prav tukaj, v pristanišču Haifa, lahko začela zadnja etapa dolge poti zabojnika. Potem, ko je prepotoval tisoče kilometrov iz Indije skozi Perzijski zaliv in čez Bližnji vzhod, preden ga naložijo na drugo ladjo za potovanje čez Sredozemlje v Evropo. Danes je Haifa že pomembna trgovska vrata na Sredozemlju. Jutri bi lahko postala nekaj veliko večjega. Ključna povezava med dvema celinama in osrednje vozlišče na novi trgovski poti, ki povezuje vzhod in zahod.